Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o zgodovinskem romanu z naslovom Primer Džem, avtorice Vere Mutavčijeve. Vera Mutavčijeva je bila bolgarska zgodovinarka in pisateljica. Njen širok opus obsega 35 romanov, med njimi je ostal najbolj živ prav Primer Džem, o katerem bo danes tekla beseda. Poleg mene je moj gost, zgodovinar in učitelj Mitja Sadek. Lepo pozdravljeni. Hvala. Najprej bi vas vprašala o zgodovinskem kontekstu tega romana. Torej, avtorica nas v Primeru Džem popelje globoko v 15. stoletje, oriše kompleksno dogajanje v tedanji Evropi, pa tudi Aziji, in nekako pokomentira te mednarodne odnose v tistem času. Slutimo, da govorimo o nekih napetih časih, tako da me zanima zgodovinska perspektiva, torej v kakšnem trenutku mi vstopimo v to dogajanje, kaj se takrat pomembnega zgodovinskega dogaja, kar se navezuje na ta roman. Zdaj, roman se začne leta 1481, ko umre Mehmed II. Osvajalec. To je bil gotovo eden izmed največjih sultanov v zgodovini Osmanov. In seveda v tem trenutku je Osmanski imperij dejansko že na pragu Srednje Evrope. To je bil, se pravi, sultan, ki je mimogrede osvojil Carigrad, torej leta 1453. To je bil njegov prvi velik dosežek. Torej pade Konstantinopel, to je bilo mesto, bi rekel, glavno mesto Bizantinskega imperija, nekdanjega vzhodno-rimskega imperija. In dejansko to je bil dogodek, ki je pretresel tedanjo Evropo. Nikoli do takrat se ni zgodilo, da bi v Evropi padlo tako pomembno mesto, kot je bil Carigrad. Danes to je mesto, ki mu danes Turki seveda rečejo Istanbul. In seveda to je bil psihološki šok. Seveda bizantinska država je bila že takrat močno oslabljena, ampak ta simbolni pomen Konstantinopla je bil še zmeraj zelo velik. No in potem seveda Osmanska država prodira naprej proti severu, proti osrčju, bi rekel, Evrope. Leta 1463, to je za nas Slovence zelo pomembno, pade Bosna, in Osmani so že v bistvu na dosegu Beneške republike, Habsburškega imperija, se pravi po domače Avstrije, in Madžarskega kraljestva. Lahko napadejo vse te tri države. In takrat se začne za, bi rekel, Slovence tudi obdobje, preklensko obdobje teh upadov, ropanja in tako naprej. No in na koncu njegove vladavine, in to je mogoče malo manj znano, pa pade tudi Otranto leta 1480. To je pa v bistvu mesto v južni Italiji. In takrat se zatrese tudi italijanski polotok. Se pravi, pot do Rima je odprta, pot do Dunaja je odprta. Tako da imamo na tej strani, torej v jugovzhodni Evropi, en izrazit, bi rekel, prodor te osmanske države. In zdaj, če se malo preselva še na, bi rekel, zahodni del Evrope, najprej Španija, tam je zelo pomembno, ker v istem obdobju, ko Osmani, torej, ki so bili seveda po svoji identiteti verski muslimani, prodirajo proti Srednji Evropi, se pa muslimani iz Pirenejskega polotoka umikajo. Govorimo o tako imenovani rekonkvisti, to je en termin, ki opisuje boj krščanskih vladarjev torej proti Maurom, in leta 1492 pade Granada v Andaluziji, to je zadnja mavrska trdnjava. In takrat v bistvu se začne v bistvu proces neke, rekel, rekatolizacije oziroma celoten Pirenejski polotok postane oziroma postaja krščanski. Kar se pa tiče, rekel, zahodne Evrope nasploh, pa lahko ugotovimo, da je v bistvu zelo politično razdeljena, fragmentirana.
pravi, imamo polno nekih večjih ali manjših državic, ki se spopadajo med sabo, ne. Se pravi, nimamo take situacije kot na vzhodu, ker nastaja ena velika država, ne, se pravi Osmanski imperij. Je neka popolna neenotnost, ne. Po drugi strani pa v verskem pogledu, ne, se pravi, če rečemo 1481, ne, je pa še zmeraj to relativno enoten prostor, ne, se pravi, ves ta svet je več ali manj katoliški, krščanski, ne, priznava papeža. In to je seveda čas pred Lutrom, ne, se pravi, še ni te delitve, čeprav so znotraj krščanstva tudi razlike velike, ne. So tudi, se pravi, nekje, torej živijo tudi Judje, ne, ti so izolirani, ne, živijo v getih v mestih, ne. Medtem ko pravoslavni svet na vzhodu, ne, bolj pa jugovzhodni Evropi, ne, je pa že prihaja pod osmanski vpliv oziroma že pod osmansko nadvlado, ne. Tako da to bi bil mogoče en tak zelo površinski oris, ne. In zdaj, da s tem zaključim, ne, ko so Osmani začeli prodirati v Evropo, ne, za Zahod niso predstavljali samo politične nevarnosti, ne, se pravi v smislu izgubili bomo oblast, ne, ampak je bil ta prodor tudi prodor islama, ne. Se pravi, bila tudi kulturna nevarnost, ne. In dejansko ni bilo samo vprašanje, da bo oblast druga, ne, ampak da bo tudi narava te oblasti druga, ne. Se pravi, Zahodna Evropa je bila vseeno v prvi vrsti krščanski svet, ne. In zato je bil pol ta, bi rekel, šok še toliko večji, ne, ker so prihajali neki ljudje iz vzhoda z neko drugo kulturo, z drugo vero, z drugim fevdalizmom, ne. In seveda to je bila groza in strah, ne, v očeh zahodnjakov, ne. Omenili ste besedico oblast, to je beseda, ki kar zaznamuje ta roman, namreč v spopadu za oblast na začetku knjige spoznamo naslovnega junaka Džema in njegovega brata Bajazita. Ona dva bi se mogla po smrti že omenjenega Mehmeda, osvajalca drugega, ne, spopasti v bratomorni vojni in tako se začne konflikt tega romana, torej Džem se ne želi spopadati oziroma tudi boji se za svoje življenje in pač pobegne na nek način oziroma se odpravi v Evropo, najprej na Rodos, kjer ga sprejmejo pač kot nekega gosta, kot mogoče celo prebežnika in v redu svetega Janeza. On takrat še ne ve, da se na en način zdaj ujel v neko past, torej ko se mu ponudi, kako bi jaz temu rekla, zatočišče, kaj so neki skrivni motivi zadaj, a ne, ki se potem začnejo izrisovati čez zgodbo, torej nek interes je bil, a ne, strani teh njegovih novih gostiteljev. Kaj je ta konflikt, ki se tukaj zgodi? Ja, preden orišem oziroma spregovorim nekaj o teh skrivnih interesih, ne, njegovih novih, bi rekel, gospodarjev, ne, na Rodosu, mogoče samo ene dve besedi o tem, kako v bistvu, kaj se je dogajalo po smrti, ne, Mehmeda II. Namreč, ne, tako kot ste rekli, sta bila dva brata, ne, starejši je bil Bajazid, ne, ki je bil prvorojeni sin, ne, in on bi moral po neki tradiciji, ne, ki je bila, rekel, splošna, prevzeti to oblast, ne, torej bi moral postati novi sultan. Ne, se pravi, on je bil starejši sin, ne, medtem ko Džem je bil pa torej njegov polbrat, namreč njune matere so bile različne, ne, oče je bil pa seveda Mehmed II. Osvajalec, ne, Bajazitova mati je bila albanskega rodu, ne, je bila Albanka, medtem ko Džemova je bila pa Srbkinja. No in Džem je bil pa prvi, ki je bil tako imenovan porfirogenet. Se pravi, to je pa drug princip kot princip prvorojenstva, primogeniture. Namreč on je bil prvi, ki je bil rojen v škrlato, to namreč pomeni porfirogenet. Se pravi, prvi, ki je bil rojen, ko je bil njegov oče že vladar, ne. To je bila pa tradicija, ki je prišla pa iz bizantinske države, ne. In se pravi, ta dva principa sta se tukaj zdaj spopadla in za povrhu, ne, oče Mehmed II. Ni določil, kdo bo
kdo ga bo nasledil, ker je nenadoma umrl v pripravah na nek vojni pohod. Ne. Tako da je v bistvu potem Džem torej se ni sprijaznil s tem, da bo njegov brat sultan in se je dejansko spopadel z njim, ne. Osvojil je celo Burso, to je bila prva prestolnica osmanske države, ne. Tako da on je v tem spopadu bil poražen, ne, in je potem zbežal, v romanu tako piše, ne, na Rodos, čeprav je v zgodovinskih virih vemo, da je v resnici zbežal še prej v Egipt, da je bila še ena vmesna epizoda in šele potem je prišel na Rodos, kjer so vladali Ivanovci, torej znamenit viteški srednjeveški red, ne, predhodniki današnjih Maltežanov, ne. No, in oni so mu ponudili politični azil, on ga je seveda z veseljem sprejel, je zaprosil zanj, ne. Ampak ta azil, ne, seveda ni bil brez neke visoke cene, ne. Namreč ni bil samo azil, ampak je bila tudi neka kletka, je bil zapor, ne. Namreč Ivanovci, ne, so zelo hitro ugotovili, da jim je padla v naročje, bi rekli, zrela hruška, ne. Torej oni so seveda imeli v zaporu, ne, seveda tega Džema niso več nikoli spustili, ne, na svobodo, čeprav je on nekako naivno bil prepričan, da bo lahko kar šel, ne. Ampak seveda se je izkazalo kasneje, da to ne bo šlo kar tako zlahka, ne. So hitro ugotovili, ne, da imajo v svojih rokah nekoga, ne, s pomočjo katerega lahko trgujejo, ne. Se pravi, tako s Osmani, ne, torej z Bajazidom, tako in tudi na drugi strani z zahodnimi državami, ne. In so na ta način si zviševali ceno, dobivali so finančne koristi, ne, od Bajazida. Tako da v bistvu so naredili to, kar je bilo v tistem trenutku verjetno pričakovano, ne, ker tudi oni so morali preživeti v tem, bi rekel, krutem političnem svetu, ne, ki je bil bolj, bi rekel, še bolj krut, ne, in neizprosen kot je današnji, ne. Če malo povlečemo neke paralele z današnjim svetom, ne. Danes imamo neka mednarodna sodišča, pa neke konvencije, ne. Takrat je veljalo samo to, kakšne prijatelje si imel, kakšna je bila tvoja diplomacija, pa koliko si imel močno vojsko, ne. In če si to obvladoval, ne, si preživel, ne. Drugače te je, bi rekel, zgodovina odplavila, ne. In Ivanovci so naredili pač pametno stvar, ne. Imeli so ga v zaporu in so izkoriščali ta adut. Ne. Ivanovci so bili prvi, kasneje pravzaprav to celo izgnanstvo Džemovo traja dolgih 13 let, kasneje se on preseli oziroma odide, odpeljejo ga v Francijo, potem celo v Vatikan, skratka spremljamo mnoge etape tega njegovega bivanja v Evropi, v izgnanstvu in spoznamo tudi vse ljudi, ki jih on nekako je srečal na poti. Zdaj, katere so pomembne zgodovinske figure, ki jih spoznamo v romanu iz tistega časa? Ja, se pravi, v romanu nastopajo poleg Bajazida in Džema, ne, se pravi, osmanskih vladarjev oziroma tega pretendenta, ne, na vladarski prostor, tudi praktično vse zahodnoevropske države, ne, od Francozov, Benečanov, torej papeške države, potem številnih italijanskih, drugih manjših držav, potem Habsburžani so nekako na obrobju, ne, mogoče malo pogrešam, ampak ne, torej njihov prikaz, ampak vendarle mogoče v tistem obdobju ali pa z Džemom se niso toliko oni ukvarjali, kot se je recimo madžarski kralj tedanji, ne, ki je tudi povezan z našim ozemljem, to je Matija Korvin, ki je hotel dobiti Džema v svojo, bi rekel, oblast, ga je hotel nek način ugrabiti, ne, ali pa kupiti. In seveda ta Matija Korvin, ki je bil veliki borec, ne, proti Turkom, je naš kralj Matjaž iz slovenske mitologije, ne, ki bo odrešil Slovence, ne. Druga oseba, ne, ki je pa tudi mogoče znana in je povezana s slovenskim prostorom ali pa mogoče s tem novomeškim prostorom, ne,
je pa papež Aleksander VI iz družine, zelo glasne družine Borgicev, ne, ki je imel ne vem koliko otrok, in med temi so bili tudi zelo glasni, ne, otroci. No in ta Aleksander VI je recimo Džema zaprl v Rimu, ne, v Angelski grad, ne, tam ga je imel zaprtega. No in ta papež je med drugim ustanovil novomeški kapitelj, ne, leta 1493, ne, tako da so neke osebe, ne, tudi, ki so povezane z našim prostorom, čeprav, kot sem rekel, ne, naš prostor, habsburški prostor v romanu ni omenjen, ne, ker so očitno, ne, te poti, Džemove poti ga obšle. Zdaj še malo o sami strukturi romana, ki je pravzaprav, mislim, posebna in zelo zanimiva. Torej, avtorica si je izbrala kot model za pač zgradbo zgodbe, a ne sodni proces. Torej, v resnici velik del romana je sestavljen iz pričevanj oseb, nekaterih tudi teh, ki ste jih vi omenili, predvsem zelo velike pričevanj pesnika Sadija, ki je bil nekako človek, ki je najbližje poznal, najbolj intimno poznal samega Džema. On je tudi ta, ki nam postopoma razkriva vse te psihološke preobrazbe, skozi katere je šel Džem, pač zaradi težke situacije, v kateri sta se skupaj znašla, ne. Kaj si pa mislite pravzaprav o tem modelu? Oziroma, zanimivo je, tako vsi dobijo besedo in spregovorijo in razlagajo o tem primeru Džem in o tem, kaj je bilo z Džemom in kaj ni bilo. On sam pa pravzaprav nikoli ne dobi besede v tem, kako bi rekla, procesu, ne. Njegovega pričevanja recimo v knjigi ni, umanjka. Torej, spoznamo ga res skozi neke raznolike zgodbe in pač poglede, seveda vsak od teh akterjev ima neko svojo interpretacijo teh dogodkov. To je mogoče zelo zanimiv pristop, ne, za zgodovinski roman. Kaj menite o tem? Ja, zgodba je nastala na podlagi zgodovinskih virov, ne, tako da ne, avtorica seveda je zgodovinarka, ne, je poznala gotovo, ne, vse zgodovinske vire, ki govorijo o Džemu. Je pa to seveda fikcija, ne, ni to, bi rekel, zgodovinopisno delo. Gotovo pa je imela ona s tem, bi rekel, pristopom cilj v tej, torej povlekla cilj v tej smeri, da bi vendarle prikazala Džema, ne, kot na nekem sodišču, ne, iz različnih zornih kotov. In dejansko vsak, ki je pričal o njem, ne, je povedal nekaj o njem, svojega stališča, ne, tako je morda zgodba postane bolj verodostojna, bolj objektivna, ne, in tudi naslov sam, ne, priča o tem, primer Džem, ne, kot da smo na sodišču, ne. Poleg tega ti, ki pričajo, ne, govorijo v bistvu o neki linearni kronološki zgodbi, tako da zgodba zelo lepo teče, samo pričevalci so različni, ne. Potem ti, ki pričajo, ne, so nenavadno v sedanjem času, ne, celo vlečejo neke anahronizme, neverjetne, ne, tako da zgodba se dogaja, torej pričajo v sedanjem času, seveda zgodba se pa dogaja v preteklosti, ne. In glavni pričevalec je Sadi, ne, veliki pesnik, ne, prijatelj v prvi vrsti, ne, sultana oziroma pretendenta Džema. In ta Sadi seveda je glavni pričevalec, ne, je njegov najbolj intimen prijatelj, ne, in kot tak v bistvu daje nekako ritem tej zgodbi. Namreč preko njega ga najbolj spoznamo. Bil je njegov, rekel, intimen prijatelj, ne, tam so neki namigi tudi na homoerotično razmerje, ne. In seveda nek način je tako kot Džem, tragična figura, namreč Sadi je v resnici zelo talentiran pesnik, ne. Tudi Džem je bil pesnik, ne, ampak gotovo ne tako talentiran kot Sadi, ne. In on je v bistvu svojo kariero žrtvoval za prijatelja, ne. Torej, mislim, da je to ena glavnih poant knjige, ne. V nekem trenutku se nam celo zazdi, da je Sadi glavni junak cele zgodbe, ne. Džem propada, na nek način je neka tragična figura tam, ne, v obilju, ne, Zahoda. Vdaja se hašišu, ne, in tako naprej, ne. Skratka, propada, ne, medtem ko Sadi pa do konca drži neko integriteto svojo.
In v bistvu nam ga je mogoče bolj škoda, bolj žal, ne, kot Džema, kajti v bistvu je zapravljanje, uničenje velik pesnik, ne, ki nima svojega priimka po nesreči, ne. Sadi, namreč Sadi je veliki perzijski pesnik, en izmed večjih, ne. In ta osmanska kultura je celotna prežeta z vplivom perzijske kulture, v smislu, predvsem v smislu literature, pesništva, ne. Osmani, ki pridejo v Evropo, ne, to so neki navadni, bi rekel, konjeniki, ki nimajo smisla za kulturo, in Perzijci jih naučijo v bistvu te visoke kulture, zato ne, ni naključje, da je Sadi, sicer gotovo fiktivni roman, ne, fiktivna figura, ne, v tem romanu, da ima to perzijsko ime, ne. Tako da, se pravi, ne, ta Sadi, ne, je dejansko ena izmed glavnih, če ne glavna oseba, ne, tega romana. Zelo, zelo napet roman je to, ko beremo, vsaj jaz sem to tako doživela, res ne veš, kaj se bo zgodilo, oziroma pač stalno pričakuješ, da se bodo neke stvari pač razpletle na določen način. Skratka, en suspens stalno gradi avtorica. Zdaj, omenila sva že, da pravzaprav kar podrobno opisuje marsikatere, kako bi temu sploh rekla, mogoče ne spletke ni najboljši izraz, ampak marsikatere preobrate, a ne, v tem zgodovinskem času. Zdaj, kaj lahko nekdo, ki ni zgodovinar kot vi, mogoče izve o, kako bi jaz temu rekla, nekih takratnih trenjih bojih za oblast, a nas mogoče kaj preseneti v tem romanu, a je vas kaj presenetilo v tem romanu? Mislim, mene kaj veliko ni, ne. Tudi če spremljamo sedanji čas, vemo, ne, da so neke stvari, ki so za javnost, ne, neke predstave. Ravno ta teden smo imeli, ne, Zelenskega, ne, na obisku v Beli hiši, ne, ampak v ozadju, ne, so pa neke diplomatske igre, ne, in ta roman v bistvu govori ravno o teh ozadjih, se mi zdi, ne, teh nekih zakulisnih diplomatskih političnih igricah. In dejansko nauk, ne, te zgodbe, politični nauk te zgodbe bi bil, da, ne, prej sem govoril, ne, krščanski svet na zahodu, islamski na vzhodu, da tukaj, da to ni dejansko osnova za sklepanje zavezništev, ne, ampak osnova so neki interesi, ne, in sicer politični interesi. Recimo, sem en primer, Francozi, ne, v tistem času, ne, ko Osmani prodirajo že rekel, proti Dunaju, ne, točno vejo, da s tem ti pač Osmani slabijo njihovega največjega sovražnika v Evropi, to so Habsburžani, ne, in oni bodo z njimi sklenili, ne, zavezništvo, torej kristjani, katoliki, ne, bodo sklenili zavezništvo z dednim sovražnikom krščanstva, tako so namreč imenovali Osmane, ne, v Evropi, samo zato, da bo njihov politični tekmec oslabljen. Ne, in to se je dogajalo v Evropi v tistem času. Torej, s Turki so trgovali praktično vsi. V knjigi izvemo, da je celo papež dobival od Bajazita denar, ne, se pravi papež, ki bi moral biti, bi rekel, prvi zainteresiran za to, ne, da organizira križarsko vojno in da prežene, ne, tega dednega sovražnika iz Evrope. Benečani so paktirali z Osmani. Se pravi, tle sploh ne gre za neko versko delitev, ampak za izključno neke politične igrice, za neke interese, v smislu sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj, ne. Se pravi, gre za nek, mislim, dosti realističen portret, se pravi, tistega obdobja v Evropi, ne. Pravzaprav za en izjemno zanimiv portret družbe, ne. Komu priporočate to knjigo? Torej, vsem, ki jih zanimajo zanimive zgodbe, ne, ki se lahko berejo, ki v bistvu lepo tečejo, ne, ta zgodba. Torej, sicer vsebuje zelo veliko podatkov, ne, ampak je napisana na en zelo tak, rekel, čist način, ne, tako da se ne izgubljaš v nekih podrobnostih.
ne rabiš vmes, ne vem, googlati ali pa iskati po kakšnih enciklopedijah preveč, ne, še zmeraj te zgodba drži. In seveda za vse, ki jih zanima pač zgodovina, to obdobje in mogoče odnos, ne, med Zahodom in Vzhodom, ne, in se pravi, vse te stvari najdemo v samem romanu, ne. Kaj pa se vam zdi njegova največja odlika? Torej, omenila so že, da je izjemno plodovita avtorica, uspela napisati zgodbo, ki res pritegne bralca in ga potegne globoko v nek tak vrtinec vsega dogajanja. S čim se vam zdi, da je nekako najbolj dosegla to pisateljica in kaj vas je najbolj navdušilo? Ja, jaz mislim, da je težko vedno pisati zgodovinske romane, ne, sploh ona je bila vendarle zgodovinarka, ne. In ona je dejansko priznana zgodovinarka, se je ukvarjala z osmansko zgodovino, in tudi zgodovinarji pišejo nek način zgodbe, ne. Seveda, ko pišejo oziroma pišemo zgodovinske, torej znanstvene zgodbe, tam prostora za fikcijo ni, ne. In zdi se mi, da je ravno preko tega, da je pisala tudi romane, zgodovinske romane, da si je dala malo duška, da je mogoče preko te fiktivne zgodbe prikazala še malo več, ne, še nekega, bi rekel, duha neke kulture, ne, in na ta način je v bistvu nadgradila svoje delo kot zgodovinopiska. Tako da se mi zdi, da je res ta roman vreden branja, pa tudi žanr sam, ne, je, bi rekel, dosti že uveljavljen, ali pa sploh ta primer, ne, da zgodovinske romane pišejo ljudje, ki so v bistvu po stroki znanstveniki, ne, Umberto Eco, ne, Ime rože, ne, imamo veliko primerov, ko bi rekel, vrhunski znanstveniki pišejo še romane, ne, in to je en tak dober primer tazga poskusa. Lepo se vam zahvaljujem za vse znanje, ki ste ga delili z nami in za ta čudovit pogovor o romanu. Bralke in bralce pa res iskreno in toplo vabim k prebiranju vrhunskega zgodovinskega romana z naslovom Primer Džem. Najlepša hvala. Hvala. Hvala vam.